Dober dan in prijazen dan vam želim v naši oddaji za zdravje. Tudi mi smo ponosni na naturopatinjo Eriko Brajnik, ki vsak mesec pripravi odličen prispevek za našo oddajo. Pred kratkim je bila namreč izvoljena za predsednico odbora za Evropo v Svetovni naturopatski organizaciji. Čestitke za Eriko, ki bo danes v naši oddaji govorila o hipotirozi, tudi o tem, kako se pri tem lahko pomaga. Erika, pozdravljena. Lep pozdrav. O hipotirozi bova danes govorili. Kar 20% ljudi trpi za to boleznijo in predvsem ženske so to, kaj ne? 20% ljudi na celem svetu trpi za hipotirozo, to so neki statistični podatki, večina je ženski, ja, absolutno. Torej, žleza. Hipotiroza je vezana na delovanje žleze ščitnice. In dejansko, ko je železna ščitnica deluje prepočasi, govorimo o hipotirozi. Res je, da sama znanost oziroma mi ljudje smo popredalčkali to hipotirozo. Ščitnica je ena. Kadar energija ščitnice ne teče pravilno, takrat dejansko imamo težavo. Hipotiroza ne bi bila prepočasno delovanje ščitnice, znaki so taki, da oseba postane utrujena, se poredi, presnova se upočasni, fiziološki procesi se upočasnijo, oseba je bolj počasna, brez energije, spala bi po 16 ur na dan. Ne zave se, pač kar naenkrat se življenje spremeni, čuti, da nima več tiste iskrice, da ni moči več, da ni več moči, ni več elana. Res je, da v moji dolgoletni praksi ljudje, ki so prišli za to diagnozo, so imeli več različnih znakov. Ni bilo vedno samo znaki hipotiroze, ampak so bili lahko mešani celo znakem hipertiroze. Lahko tudi je bila razdražljivost, je bila vzkipljivost, je bilo razbijanje srca, nespečnost ponoči in tako naprej in tako naprej. Zato, ker pravim, samo znanost je popredalčkala to, da hipotiroza je eno, dejansko ščitnica je tista težava in pol se lahko zrcali v obeh dveh sferah. Ščitnica, žleza, je občutljiva na stres. Joj, kaj danes ni stres, ne? Dejansko. In zdaj tako, imamo eno osebo, recimo, ki dela 6 ur na dan in je v takem delovnem okolju, kjer je dejansko zelo občutljiva na stres in bo po noči slabo spala in se bo cel dan sekirala zaradi teh 6 ur dela. Imeli drugo osebo, ki dela po 13 ur na dan, pa pride domov, lepo odspi vse skupaj, se odpočije in drug dan spet na delo. Torej, stres je odvisen od tega, kako ga mi doživljamo. Zdaj, ščitnico res iztiri stres, vendar mi doživljamo stres slabše oziroma lažje obvladujemo stres, manj ko imamo toksin v telesu. So toksini v našem telesu, ki zmaličijo delovanje ščitnice. V naturopatiji vemo, da je ščitnica samo posledica ene notranjega neravnovesja, disharmonije notranje v telesu. In zato pol mi imamo en simptom, vzroki so pa drugje. Dostikrat v mojih knjigah govorim o tej bazični, primarni hipotirozi, takrat dejansko imamo toksemijo jeter, tisto, ki je potrebno jetra regenerirati oziroma tonificirati, zato da pol ščitnica se umiri. Zato, ker dosti oseb prejme zdravilo, to tipično Eutirox, reče na začetku je pomagalo, zdaj pa dejansko imam simptome vedno podobne, iste, jaz sem še vedno utrujen, jaz še vedno nimam energije, meni še vedno razbija srce, jaz še vedno slabo spim, jaz še vedno se znojim po noči in tako naprej, ne? Rečejo ljudje, tako da tisto zdravilo ne pozdravi, ampak uravnava nek simptom, vzrok pa je tam še vedno noben ne dela na vzroku. Tako da jetra so tisti vzrok pri primarni hipotirozi.
Takrat moramo delovati na jetrih. Pol pa imamo druge vrste hipotiroze, kjer hipofiza ne deluje pravilno in dejansko vpliva na ščitnico, kjer dejansko hipotalamus ne dela pravilno in vpliva na ščitnico. Takrat govorimo pa o žlezah, takrat govorimo o toksemiji žlez, kjer moramo delovati bolj na žlezah, takrat je bolj ta vranična navodila so tista, ker je vranica tudi ta glavna žleza, je zelo pomembna žleza, ki vpliva pol na vse žleze, takrat dejansko moramo uravnati toksemijo šibkih žlez. To se na iridoskopu zelo lepo vidi, zato naturopatu pomaga opazovanje irisa, kjer vidimo eno toksemijo jeter in kjer se vidi eno toksemijo žlez, tako kot lahko zdaj vidimo v prispevku najprej toksemijo jeter, potem toksemijo žlez. In vidimo dejansko, kako lahko delujemo in kako lahko telo razbremenimo toksinu, da bo oseba lažje obvladala vsakdanjik, imela več energije in posledično bo tudi ščitnica v redu. To se pravi, se da pomagati. Absolutno se da, absolutno. Erika, pomagati se da, kot si rekla, kaj pa hrana je tudi pomembna? Hrana je baza, zato ker hrana je naša energija in z njo hranimo te naše organe. Tako imamo na določena živila, v mojih knjigah pišem, ki hranijo jetra, v tem primeru pri jetrnem deficitu, pri tej primarni hipotirozi, ki je večina ljudi ima to, po pravici povedano. In pol je pa druga, sekundarna, malo bolj toksična, malo težje obvladljiva, ampak vsekakor je, kjer imamo zakrepiti vranični jedilnik v mojih knjigah. Ta pomaga pa v drugi vrsti hipotiroze. V tem primeru bomo imeli tudi zastajanje vode v telesu, bomo polni celulita, imamo še razne druge znake, ko pravimo, v veliki večini primerov je ta jetrna toksemija tista primarna in je pol manj primerov teh, kjer imamo vranični deficit in kjer vranični jedilnik aktiviramo. Lahko probamo najprej enega in pol drugega, škodno nam ne bo, ampak dejansko osvežili bomo telo, nahranili pravilno organe in kadar shujšaš tako, da nahraniš pravilno organe, pol tudi zredil se ne boš več oziroma ne bo prišlo do jojo efekta. Erika, hvala lepa. Hvala vam.